Sem je pripeljalo to, da sem odzunaj delal kazniva dejanja, imel težave z drogo. V bistvu v teh posledicah nisem nikoli razmišljal. So mi doma govorili, da če bom tako nadaljeval, da bo prišel do tega, ampak jaz jih tako nisem poslušal in evo, zdaj sem tukaj, kjer sem. V prevzgojni dom Radeče je prišel pred 9 meseci, najprej v sprejemni in nato na zaprti oddelek, potem pa na oddelek brez drog. Vse nadzorujejo pravosodni policisti, pametni telefoni niso dovoljeni. Trenutno sem na odprtem oddelku in tukaj sem že približno 2 meseca. Ja, oseba se mora obnašati primerno, da pride na odprti oddelek. Moraš izpolnjevati vse cilje, ker ti jih oni podajo. Mladi morajo po izhodih, ki si jih lahko zaslužijo, opraviti tudi urinske teste na droge. Podporo v domu jim zagotavljajo strokovni delavci. Mladoletnikom, ki so v prevzgojnem domu, so skupne čustveno-vedenjske težave in motnje, številni so bili neuspešni tudi pri šolanju in imeli težave v družini. Mi je zelo v redu, da se nekdo ukvarja z nami, da me vpraša vsaj kako sem, da me ima vedno neko pod nadzorom, bi lahko temu rekel tako, da si odmislim stvari. Rad hodim v kreativno delavnico, fitness. Sem se tukaj začel ukvarjati z pisanjem pesmi, ker mi gre trenutno, če bi se sam ocenjeval, zelo dobro od rok. Delam šolo, ki je odzunaj še nisem dokončal. Jaz sem naredil zdaj prakso, naredil sem tudi končni izdelek in učim se trenutno slovenščino, ki imam za maturo. Pripravlja se tudi na opravljanje vozniškega izpita. Upam, da čez 3 mesece. Ja, moj izpust. Se pravi, bo že minilo 1 leto, odkar bom tu. Moje črti za prihodnost, ko bom enkrat prišel od tu, so, da si naredim družino, najdeti si službo, nobenemu ne privoščim, da bi prišel sem, ker ni tako lahko, kakor izgleda. Ne delati neumnosti, se ne zapletite s policijo, čim bolj stran od prepovedanih substanc. To je to.